Klemen, prosim, če bi lahko prevzel. Ja, živijo, hvala Jože. Zdaj sem ravno z enega sestanka, tako da sredi ste malo zamudili, da smo imeli nekaj težav. Jaz sem v Logatcu, ker smo imeli tukaj en sestanek z vodstvom fakultete. Tako da jaz sem za danes pripravil to, kar je bilo dogovorjeno z Jožetom. A kaj vidite zdaj, ali nič ne vidite? Jaz ne vidim namreč. Vidimo. Teme, piše teme. Vzem papir. Ok, takole bi mogli biti. Zdaj pa bo. Ja, ok. Zdaj, jaz bom skušal, kar se da na kratko, predstaviti uporabo genomskih informacij v praksi. Nekaj stvari je vedno dobro ponoviti, tudi z vidika tega, ker vsi tega še niste slišali, bom pa skušal to čim bolj skrajšati, da bi se na koncu pogovorili, če bo kakšno vprašanje. Nekaj osnovnega, zakaj selekcija na PV, potem nekaj primerjava klasične genomske, da se sploh lahko o genomskih informacijah pogovorimo, neki nacionalni, mednarodni in pa aktualna stanja v Sloveniji. Tale Intergenomics pa ni tako pomemben za zdajle. Se pravi, zakaj plemenska vrednost? Tukaj vsako točko predstavlja žival, kjer ima neko vrednost, ki je zmerjena, naprimer tale žival je nadpovprečna po fenotipu, se pravi, ima zelo veliko mleka, ampak plemensko njeni potomci bojo pa malo slabši. In zdaj v bistvu jih lahko razdelimo takole, da so tiste krave, ki imajo veliko prirejo, to so pa tiste krave, katerih potomci bojo dobri. In zdaj, če mi selekcijo delamo na lepe krave, tiste, ki imajo veliko mleka in to, v bistvu naredimo to, da zberemo tele živali kot recimo matere naslednjih generacij ali pa očete, tele pa spustimo, ker niso glih najboljše, ampak njihovi potomci bi pa dobri. In seveda teh živali, ki so pa tukaj le gor, v tem delu, ki so tako po plemenskih kot fenotipski vrednosti dobre, jih pa je, kolikor jih je, premalo, kolikor jih rabimo za selekcijo. Kako zdaj pridemo do te plemenske vrednosti? Se pravi, potrebujemo meritve, sorodstvo, nek statističen model in pa neke od metod, se pravi model živali, naključne regresije, to so pač tehnike, to ni nič takega sistema, trik postavimo, da te podatke, ki jih imamo, zloži v neke enačbe in izračuna rezultate. Pri klasični selekciji je to relativno pozno, se pravi, če govorimo o lastnostih mleka, imamo te podatke za moške živali, se pravi za bike, šele takrat, ko so potomke vključene v proizvodno, takrat je bik že relativno star, krave so pa praviloma že breje za ta drugo laktacijo. Pri genomski selekciji je seveda osnova ta klasičen obračun, te podatki in pa še dodatni podatki, ki jih pridobimo z genotipizacijo, se pravi genomske informacije. To zdaj že vsi poznate, te čipe, kako se to očita in se pravi, ne iščemo po celem genomu, po milijardah baznih parov, ampak iščemo samo tiste snipe, rečemo snipe, samo tista mesta, ki so si različna med seboj. Se pravi, če bi tako generalno pogledali, imamo sesalci nekje 80% genoma enakega, se pravi, ta del ne gledamo. Potem, če gremo na vrste, pasme in tako naprej, dobimo vedno večji delež genoma, ki je fiksen, ki je med vsemi živalmi, recimo med vsemi kravami lisaste pasme enak. In potem iščemo tista mesta, pri katerih prihaja do razlik znotraj neke populacije, pravzaprav pri teh snip čipih, če smo pošteni znotraj vrste, se pravi, povedo imamo neke čipe, lahko so bolj prilagojeni, tudi danes se že delajo namensko za določene populacije,
ali pa recimo za mesne pasme, ali pa za mlečne, pa generalno so čipi za vrsto kar podobni, se pravi nekaj 10.000, 50, 60, 70, 80, ali pa tudi nekaj 100.000 mest se danes pogleda za vsako žival in se primerja potem z ostalimi rezultati. No, se pravi, kjer ne prihaja do teh razlik, kjer pa prihaja, takole pa potem rečemo, da je to, da se to na vzorcu več živali to pogleda. No, kako potem pridemo do plemenske vrednosti, se pravi, naredimo tole zdaj poenostavljeno, ali pa na začetku se je veliko o tem govorilo, se pravi, damo te fenotipske vrednosti, kot so iz klasičnega obračuna, pa še snipe zraven, se pravi rodovnike in pa izmerjene vrednosti, pa snipe, dobimo s pomočjo neke obdelave eno enačbo in potem dobimo od mlade živali, se pravi, samo genom, s to enačbo, ko smo jo tukaj izračunali, uporabno in dobimo neke plemenske vrednosti. To je bil ta dvokoračni sistem, zdaj sodobno pa je, da to naredimo vse v enem koraku. Se pravi, da fenotipske snipe in rodovnike združimo in hkrati dobimo plemenske vrednosti. To je tudi zdaj v bistvu ključna razlika pri obračunu lisaste pasme, Jože bo bolj vedel datum, kdaj se je to zgodilo, ko so Nemci prešli iz tega tako imenega dvokoračnega v enokoračni sistem ocenjevanja genomskih plemenskih vrednosti, ali pa tudi ste zdaj slišali single step, je za ta enokoračni sistem. In to je v bistvu to, da vsi podatki grejo hkrati v analizo in se vsakič izračunajo vsi rezultati za mlade in za stare živali hkrati skupaj. Zdaj za tako obračun potrebujemo izpolnjevati neke pogoje, se pravi, moramo imeti neke zanesljive fenotipe, zadostno količino fenotipov in da lahko ocenimo, se pravi, to veliko število snipov, teh polimorfizmov na genomu in tako lahko zagotovimo zadostno točnost. To so zdaj eni začetni, recimo podatki, da smo videli, kaj se je zgodilo, recimo, če so imeli 640 bikov, zato, da si predstavljamo, genotipiziranih in fenotipiziranih, se je pri beljakovinah točnost povečala iz 53 po klasiki na 67%. Zapravo, nekaj se je izboljšalo, če je bilo nekaj manj bikov, pol manj bikov za plodnost, je bila razlika minimalna, 40 na 42. Potem je bilo pa recimo, če je bilo pa 4000 bikov, so bile pa točnosti že kar lepe. Seveda, takih točnostih, kot je pri klasični, ko smo imeli 99-98% točnost, tega pač ni več. Pri genomiki so to zelo, kar je na 0,70 je to zelo dobro, ker imamo pač krajši generacijski interval. Tole je nekje ocena, recimo pri nas, kaj bi se zgodilo z enim takim napredkom, in se vidi, da po klasiki v bistvu takoj z genomiko prehitimo v bistvu v nekih pogojih uporabe te genomike, lahko več kot podvojimo pričakovan genetski napredek. Te prednosti poznate, krajši generacijski interval, to se kaže tako, da lahko že takoj ob spolni zrelosti uporabljamo tako bikce kot teličke. Se pravi, kot veste, teličke se zdaj že pridobiva embrije takoj, ko so spolno zrele in ko so plemensko zrele, se jih pa obreji in grejo v proizvodnjo. Nekoliko večja učinkovitost selekcije tudi pri tistih lastnostih, ki imajo manjši dednostni delež, se pravi, so tiste, ki so bolj odvisne od vplivov okolja, to so recimo plodnost in tako naprej, zdravje, vimena in tako naprej. Orodje za preprečevanje parjenja v sorodstvu je pa z vidika genomskih informacij zelo učinkovito, saj v bistvu ta graf prikazuje, da tiste živali, ki smo mislili, da po pedigreju praktično niso sorodne, so po funkciji, se pravi, če primerjamo med dvema živalima genomske informacije, vidimo, da so si po funkciji genov pa sorodne. In so vse živali, v bistvu take živali, ker ni nobenega sorodstva med njima praktično ni, čeprav po pedigreju ne kaže, ker pač ni zadosti globok, če temu tako rečemo, pedigrej. In vidimo, da ta če rečemo funkcionalni inbreeding ali pa
in breeding na osnovi genomskih informacij je bistveno bolj realen kot pa ta, ko rečemo, po poreklu. Ker če je v poreklu napaka oziroma porekla niso povsem popolna, tudi pri dedovanju pride do, mi pri temu rodovniku zmeraj predpostavljamo, da je žival dobila pol od očeta, pol od matere, kar seveda ni res, in potem je to neka taka ocena, to je pa dejanska sorodnost na osnovi genomskih informacij. In ta podatek je zelo uporaben pri upravljanju in nadziranju preprečevanja parjenja v sorodstvu. Vemo pa, kje so omejitve, velika investicija, veliko število živali, ki morajo imeti tako genotipe kot fenotipe, in tudi to je eden od razlogov, da v bistvu se je lisasta pasma odločila, da je šla tja, kjer pa imajo večjo bazo za to referenčno populacijo in to investicijo so izpeljali. En primer genomske selekcije iz Francije, oni so osemljevalne centre transformirali v genomske centre, zato so potrebovali nekaj manj bikov, se zdaj potrebuje, ker niti si čakajočih. Namesto čakajočih so uhlevali telice genomske in izpirali embrije. To še vedno delajo, seveda, ampak leta 2013 so v bistvu vse tele stvari, ki jih tukaj vidite, delali, se pravi, že embriju so določili spol, plemenske vrednosti, genske napake, ocenili funkcionalni breeding, in to so seveda vse naredili, preden so ta embrijo oziroma ta zarodek presadili v kravo, ki je ta zarodek donosila in skotila tele. No, potem imamo mi ene rejske programe, ki so dosti kompleksni, imamo populacijo krav, odberemo bikovske matere, te osemelimo z najboljšimi biki, dobimo recimo v Mursko Soboto te potomce teh elitnih parjen in se odločimo, da grejo nekaj v izločitev, nekaj grejo na naravni prepust, nekaj grejo na osemeljevalni center, se vključijo v kontrolo proizvodnosti pač njihove potomke. In tako testiramo te bike, najboljši grejo seveda naprej kot elitni biki, ostali se nadomestijo z novimi. Zdaj, to je ta naša shema, ki še vedno bolj ali manj deluje. Pri uveljavitvi genomske, pa v bistvu tale križ ne pomeni, da to vse prečrtamo, ampak v bistvu da statusa bikovske matere ne rabimo več, ker mi kar iz populacije krav in seveda iz teh parjen, kadar je najboljša krava parjena z zelo dobrim bikom, ali pa odlične krave parjene z odličnimi biki, pričakujemo dobrega potomca, ampak jih že takoj genomsko testiramo kot teleta in kar taka vključimo v osemenjevanje, ker zdaj je genomski bik, je v bistvu že testiran bik ali pa tudi krava, bi bila lahko, ampak pač ni potrebe, da bi sploh imeli status bikovske matere, ampak vse krave v populaciji so praktično potencialne bikovske matere. Bikovska mati pa postane tista, ki ima tako dobrega potomca, da je lahko, da se ga uporabi v sistemu osemenjevanja populacije. To je dostikrat vidim malo slabo razumljeno, da v bistvu mi ne moramo tudi genetskega napredka pričakovati tacga, če vse to samo uporabljamo novo orodje, genomsko selekcijo, ampak v starem sistemu. Vse je treba prilagoditi temu sistemu, se pravi, če je nova metoda, nova metodologija, potem je treba tudi okolje temu primerno prilagoditi, da pridejo vse prednosti do izraza. No, in če pogledamo primerjavo klasičnega pa genomskega obračuna, povsod potrebujemo rodovnike in fenotipe, zato da ne boste mislili, da zdaj kontrole ne potrebujemo. Ja, kontrolo seveda potrebujemo. Pri genomski potrebujemo še genomske podatke. Testirani biki, testirane krave so bistveno kasneje po klasiki kot po genomiki, to vemo, to smo že ogromno, kar ste to že slišali. Je pa treba se zavedati, da genomsko testirana žival ima točnost bistveno manjša, lahko se smo videli, to zdaj že do 80, ampak nekje pri genomiki, če smo pri 60, smo že kar zadovoljni v naših pogojih. Ključna je velikost referenčne populacije. Kako dobri so fenotipi,
Bo mogoče bo tudi diskusija dala kakšno stvar v zvezi s tem, boste mogoče kaj vprašali, pa bom bolj podrobno razložil, zakaj pri nas, kljub temu, da so mogoče kakšne stvari tudi zadost obsežne, so še vedno točnosti nekoliko manjše. No, pri nacionalnem in mednarodnem seveda so razmere take, da v nacionalnem vse koordiniramo sami, v mednarodnem pa smo, bomo rekli, pod nekem vplivu, to je recimo en intergenomics, ko mi še vedno svoje podatke pošiljamo, neke preračunane, neke delne rezultate že pošiljamo, ne svoje podatke, ampak delne rezultate pošiljamo v ta obračun, v to primerjavo, tam se to na celotni populaciji naredi in recimo pri intergenomicsu za Holstein in Rjavo dobimo rezultate za moške, pri recimo interbifu pa dobimo za moške in ženske živali. Seveda potem dobimo še neko enačbo, ki lahko tudi pri mlečnih pasmah preračunamo še na ženske živali, kar pa ni tako zelo točno. Zdaj, ta obračun v bistvu, ko je pa pri lisasti, pa v bistvu samo mi genotipe pošljemo v sistem, ki ga imajo razviti Nemci, Avstrijci, Čehi, ne vem, kdo je še zraven. In tukaj mogoče bi bilo pa fajn, da pogledamo, kakšne so ključne razlike med nacionalnim in pa mednarodnim obračunom. Nacionalno imamo mi majhne črede, znotraj teh, recimo, jaz sem bil presenečen, da sem bral, da imamo, nekaj so posodabljali, prosojence za študente in je samo še 3100 mlečnih rej, ki so v kontroli, to je zelo majhno število, pa za vse pasme seveda, pa vemo, da imamo ene mešane, ene čiste in tako naprej. No, se pravi, zelo majhno število čred, te črede so po pravilu majhne, tudi če je povprečje 25 krav, je še zmerno majhna čreda in so v različno usmeritev tudi imajo, recimo, ali pa vsaj zelo različne pogoje, naprimer hribovske, nečinske. Zdaj se mogoče že malo bolj usmerjamo v lastno krmo. Bilo je pa zelo tako, da rejci mlečnih krav ne se ukvarjajo živaljo in ne nakupijo krmo, to vemo, da je trenutno ta moment katastrofa, če je tako. A je možnost paše, ni možnost paše, a se predeluje mleko na domu, ali se prodaja mleko in tako naprej. Se pravi, teh mlečnih krav je približno 80%, samo teh v kontroli govoril, da je 3100, sicer je okoli 5500 kmetij še redi mlečno govedo za prirejo mleka. Populacija je majhna, že tako, če bi rekli, teh slabih 80 tisoč krav v kontroli, če bi bila to ena pasma, je to majhna populacija, zdaj so pa to 3 pasme in še vmes je neki križank, tako da so to res butične pasme in če gremo zdaj na začetek tele razlage, da so to še v različnih pogojih, če vi zdaj pogledate, koliko čred s čisto pasmo je v enakih pogojih reje, to je pravzaprav populacija, ki bi dala ene dobre rezultate. In sama kontrola, ne v smislu mlečne kontrole, ampak sploh zbiranja podatkov je pri nas še vedno konvencionalna, kar pomeni, da zbiramo od vseh po neki te klasično ustaljeni metodi. Jaz mislim, da je to karkoli, če je klasično, da je slabo, samo da se zavedamo, kaj delamo. Se pravi, mi po celi populaciji zbiramo podatke o lastnostih, ki jih pač vsi poznamo. No, na mednarodnem nivoju so praviloma velike selekcijske črede, se pravi, to so neki pogodbeni partnerji ocenjevalnih centrov ali pa lastnikov bikov, ki selekcijske podatke zajemajo z teh pogodbenih rej. Se pravi, ločene so selekcijske črede od komercialnih čred. Izrazito je to recimo tako Južna kot Severna Amerika, ampak tudi precej v Evropi se točno ve, kdo je selekcijska čreda, kam se gre po čisto pasemsko žival. Recimo pri mesnih je to zelo jasno, ki je nukleus, pa ki je komercialna prireja mesa. V mlečnih je pa to malo bolj zamegljeno, zlasti še pri nas. Se pravi, delež
čred, ki so vključene v selekcijsko delo, je bistveno manjše, kot je to pri nas, ker je praktično vse. V pogoji reje in kompletno, če celovito gledamo, so pogoji v selekcijskih čredah bistveno bolj izenačene, kot so pri nas. In pogosto, kot sem rekel, je to pogodbeni izvajalec za usmerjevalni center. Zdaj, kar se tiče vizavi kontrole, kot sem rekel, konvencionalne pri nas, je v svetu vse več novih lastnosti in veliko meritev. Zdaj, veste, se tudi pri nas, ko so roboti, imamo praktično vse meritve, od vsake može imamo praktično vse podatke, tudi če so malo manj zanesljivi, ampak jih je pa ogromno in ko veliko podatkov pogledaš, dejansko dobiš eno tako sliko, da se tudi obdeluje to nekoliko drugače, ampak po svetu se ogromno zdaj vključujejo senzorski podatki, podatki iz veterine in tako naprej in je teh podatkov veliko in na podlagi teh podatkov so tudi neke nove plemenske vrednosti, ki se včasih nekdo vpraša, zakaj pa v Sloveniji tega nimamo. Ja, nimamo, ker nimamo za to podatkov. V zadnjih letih so zlasti te tako imenovane nove trece, pa nove lastnosti se vključuje na podlagi meritev senzorjev ali pa avtomatskega zbiranja podatkov, pa tudi neke druge lastnosti, ki pa mi še nimamo pogojev, da bi zbirali te lastnosti, zato jih tudi ne moramo vrednotiti oziroma ocenjevati plemenskih vrednosti. Zdaj, zakaj bi sploh imeli lastno genomsko selekcijo? Mi imamo s tem večji nadzor nad selekcijo, lahko upoštevamo specifike domačega okolja. Kaj epigenetika je? Zdaj, gospod Steiner je 100 let nazaj napisal, da naj bi živinorejec, ko enkrat vzpostavi čredo, kupoval samo plemenjake, ne glede na katero vrsto, ampak da bi čreda, ki jo ima, recimo, če govorimo o govedu krav, dala najboljše rezultate, če jo imamo prilagojeno na naše okolje, na naše dvorišče, na naš način dela in tako naprej. In da tudi teličke in vse vzgojimo sami. Zdaj, nekaj rejcev je skusili to, da je oddaleč pripeljalo plemenski material, recimo zlasti breje telice, to že v tisti knjigi izpred 100 let piše, da se to ne dela, ampak je nekaj rejcev imel slabe izkušnje s tem, ko je vozilo te krave oddaleč. Mi imamo tudi v primeru, da bi imeli nacionalni genomski obračun številne možnosti za selekcijo na posamezne pogoje reje. Verjetno bi mi morali za hribovske kmetije speljati selekcijo, ki bi bila nekoliko drugačna kot za ravninske, ker je krmna baza drugačna, ker so tam recimo žit sami ne predelujejo in tako naprej. Sami veste, da tista krava, ki je odlična za neko rejo, ni nujno odlična tudi za neko drugo rejo. In če govorimo to, če primerjamo, nemško okolje in pa slovensko, je tukaj razlika še veliko večja, čeprav se nekateri s tem ne strinjate, ampak podatki tako kažejo. In seveda z neko posebnostjo, če bi se v neko specifiko, mi smo imeli predavanje zdaj dvakrat iz Norveške, Janez Jenko je predaval, oni pa so delali na zdravju, oziroma delali na zdravju že 40 let in se kažejo take rezultati, da so v bistvu tudi druge rejske organizacije izven Norveške zainteresirane za njihov material. In tako se da tudi s kakšno drugo nišo doseči. Ne samo to je dolgotrajno delo, to ni jutri rezultat. Absolutno pa taka zadeva terja večje investicije in tudi seveda več drugih resursov, tako dela kot seveda posledično časa. Kaj bi bilo smiselno narediti? Pri nas bi lahko takoj na podlagi genomike izločevali genetske napake. Mogoče morate biti tudi pri tem previdni, včasih iz tujine, tudi pri drugih vrstah domačih živali, zelo neradi povejo o vseh stvareh, ki niso glih prijetne ali pa niso fajn, niso koristne živali, pa zelo poudarjajo tiste, ki so, to tudi vidite lahko na raznih dokumentih, da so tujci navajeni bolj hvaliti tisto, kar je dobro, mi pa bolj radi izpostavimo tisto, kar ni dobro.
ne rečem, da je eno dobro in drugo, kakšen princip je prav, ampak prav je, da se zavedamo, kakšne principe uporabljamo pri komunikaciji. Inbredirane živali bi lahko ključno nadzirali pri tem, in pa seveda načrtna izbira partnerja glede na funkcionalni koeficient sorodstva, to pomeni glede na koeficient sorodstva izračunan na osnovi genomskih informacij. In seveda povečevanje frekvence želenih genov, se pravi, nekje imajo za zdravje, tukaj je mišljeno tudi kakšne druge lastnosti, recimo NRA rjavih in črno-belih v Novem mestu Andrej Kastelic ima že recimo selekcijo narejeno in očiščeno od A1, se pravi, proizvaja samo mleko A2. In takih možnosti je cel kup, se pravi, pri kapakazeinih za predelavo mleka in tako naprej. Kot zanimivost, ne vem, manj kasneje ali ne, recimo Belgijci so lani objavili letos celo, da imajo neko avtohtono pasmo, kjer so začeli selekcijo delati na mehkobo in mazljivost masla iz mleka, ki ga pridobijo z tega mleka, te pasme. No, tukaj je potem, so taki razmisleki, kako bi se to dalo preračunati na slovensko skalo ali pa v slovenske razmere, tako je na Interpolu se vedno vsaka plemenska vrednost preračuna na nacionalni nivo, in seveda ključen je razmislek o pomenu lastnosti, ki jih vključuje skupni selekcijski indeks, ko smo ga pri nas navajeni, zdaj Gesamtzuchtwert v Nemčiji je pa nekaj drugega in to ne moramo kar direktno primerjati. In seveda nek tak razmislek generalen, ali bi mogoče kljub temu, da uporabljamo podatke iz nemškega obračuna, če ga skrajšam, da bom zmeraj povedal še Avstrija pa Češka, če bi mogoče kljub temu iz teh podatkov nekako delali, da bi šli neko svojo pot, ker Nemcev se na ta način pač ne da ujeti, to zdaj že vse vemo in vse to je odločitev rejcev. Zdaj, zakaj nacionalnega obračuna ni, Tole so trenutni podatki, koliko imamo genomskih informacij v bazi. Imamo 8800 genotipov pri Holsteinu, 4900 pri črno-beli, pri rjavi slabih 5000. No, zdaj še, jaz imam en majhen monitorček, tukaj se mi je predstavil, pa nočem premikati, da ne se zgubili. Dobrih 1000 je lisastih, od tega je kar nekaj mladih živali, ki imajo te zadeve. Se pravi, če bi pa hotel tako dobro referenčno populacijo dobiti, bi pa moral imeti nekje 10 000 krav pogenotipiziranih, ki bi že bile vključene v proizvodno, ker imeli že fenotipe, se pravi, vsaj oceno prvesnice, to pomeni, da bi imeli tudi nekaj kontrol. In pa vse bike, to pa ni taka težava, ker jih imamo relativno malo. No, trenutno še poteka EIP, izteče se čez eno leto in do takrat ne bi bil vzpostavljen nacionalni obračun za rjavo in lisasto, za rjavo in črno-belo, lisasta je pa vključena, kot smo rekli, v ta nemški obračun. Zdaj, v Sloveniji imamo, se pravi, klasično mednarodni nacionalni obračun, genomski mednarodni za rjavo, črno-belo kot Intergenomics, in pa tole, zdaj ne vem, Jože mi bo mogel povedati, če ste to je še bilo Nemčija in Avstrija, če so kaj spremenili to kratico, lisasta je vključena v tak konzorcij. In pa EIP ne bi, ko bo EIP končan, bomo tudi z rjavo in črno-belo imeli ta nacionalni genomski obračun, kjer bojo seveda točnosti manjše, kot so danes, ali pa tudi, če bi recimo teoretično celotno populacijo lisaste pasme zdajle pogenotipizirali, naredili nacionalni obračun, bojo točnosti manjše, kot so v Nemčiji, to se je treba zavedati, samo bi pa odsevalo stanje, ki je pri nas. Zdaj, imamo kar nekaj priložnosti, vse večje povpraševanje po lokalnem, specifično okolje naravne danosti, mogoče je nišno, vem, da tukaj v Naklem razmišljajo o kmetovanju za alpski in pa gorski svet, specifične lastnosti, recimo Genos, sem rekel, Norvežani imajo to tržno zdravje, povedal sem o mazljivosti masla, gre za kazeine, kot so recimo A2 ali pa tiste povezane s koagulacijsko sposobnosti mleka. To so vse take specifike, da recimo se populacija obrne v eno nišo.
Potem ključno so pa pričakovanja. Zdaj psihologi pravijo, da če si razočaran, sam pomeni, da so mu pričakovanja nerealna, in potem, ko se ta pričakovanja niso uresničila, si pa pač slabe volje. In tukaj je to ključno, da ta pričakovanja nekako analiziramo in postavimo na te temelje, da jih lahko, bomo rekli, da nismo razočarani. Se pravi, ali lahko ujamemo, vzpostavimo stik z velikimi, se pravi, da bi ujeli ali pa da bi lahko bili konkurenčni velikim. A bomo res uvozili samo najboljše? Zdaj iz izkušenj se kaže, da včasih tudi kakšen podtaknjenec vmes pride s kakšnim pomanjkljivim informacijo. In potem se postavlja še vprašanje glede izvajanja selekcije. Smo recimo dovolj dosledno izvajali selekcijo po klasiki, a izkoriščamo danosti genomske selekcije, to je v bistvu zlasti to, gledamo samo posamezne bike ali delamo na genomiki tudi selekcijo na podlagi genomskih informacij tudi po ženskih živalih. In glede na to, kako te rejske programe prilagajamo tem orodjem v zadnjem obdobju. Ključno pri vsem tem je, da dejansko, kar se tiče rejskega programa, dejansko ali pa bomo rekel prvo fazo, da pozabimo na odbiro bikovskih mater, da začnemo iskati med vsemi teleti potencialne za genotipizacijo in uporabljamo samo te živali, potem brez vse nepotrebnih stvari, ta sredstva uporabimo raje za boljše testiranje v tem delu populacije in pa seveda, da namesto teh podatkov, ki so manj uporabni, potem vsaj manj se jih je uporabljalo pri odločitvi, kater bik se bo izločil in kater ne, da bi v tej fazi potem lahko iz populacije izbrali tudi najboljše ženske živali, ki bi jih bolj intenzivno izkoriščali za reprodukcijo, torej sistemom presajanja zarodkov. Zdaj, kakšen potencial imamo mi? Imamo 2 vzrejališči, imamo 2 osemenjevalna centra, relativno majhne populacije. Kot sem rekel, namesto odbire bikovskih mater bi bilo smiselno v tem genomskem obračunu vključiti tiste živali, ki imajo visok indeks po rodovnikih, pedigree indeks se temu reče s kratico, da ne bi na vzrejališčih več imeli genomskih bikov, ker genomski bik je testiran bik in je za osemenjevalni center. Se pravi, možnosti, ideje so, da bi dali teličke na ta vzrejališča, da bi pridobivali zarodke, in pa da bi bikci lahko šli recimo alternativno, kot alternativno vzrejo oziroma direkt z kmetij. Seveda je več možnosti, tudi dogovor o tržni niši, kako bi to sprovedli, da bi te genomske informacije dejansko lahko uporabili oziroma izkoristili njihovo vrednost in od tega čim več dobili. Tako da jaz še enkrat polagam, da je treba prilagoditi rejske programe dobi genomske selekcije in kot take tako tudi izvajati na ta način, se pravi, bomo bistveno več dosegli kot na en tak hibridni način, ko delamo malo po starem, malo po novem. Hvala za pozornost in če so kakšne vprašanja, z veseljem. Klemen, hvala. Torej, vprašanja, prosim. Mogoče bi jaz začel. Odbira bikovskih mater oziroma ne odbira, torej preko pedigree indeksa ali parent average odbirati živali preko genomske plemenske vrednosti, tam, ki že imamo, pa naprimer, da pustimo še 10% starejših aktivnih krav, ki so do zdaj že imele odlične podatke preko svojih potomcev. Kako se ti zdi ta ideja, pa kako bi izpeljali v praksi potem tole zadevo?
Ja, jaz mislim, da osnovna ideja je v redu, treba bi jo prilagoditi populaciji pa potrebam po teh živalih, koliko bikov bi želeli imeti, kako intenzivno selekcijo želimo peljati, koliko bikov bi rabili, da bi pokrili potrebe po semenu. Hkrati tukaj treba upoštevati, da ne smemo imeti premalo bikov, ker bi lahko vodili v ozek oženje, bom rekel, te genetske pestrosti ali pa tega povečevanja inbreedinga. Ampak jaz mislim, da je Janez Jenko zelo lepo predstavil tiste stvari, kako imajo na Norveškem narejeno in je to v bistvu zelo, zelo nazorno in enostavno predstavil. Se pravi, treba se je odločiti, koliko živali rabimo, naprimer, da bi rabili letno, bom na pamet rekel 100 bikov, a ne, oni imajo 150, se pravi se nekih 10.000 bikcev ali pa 2-3 tisoč, če ni, to je odvisno tudi od sredstva, ne, pogenotipiziran glede na ta pedigree indeks ali pa glede na parent average in se teh, bomo rekli, potencialno najboljših nekaj tisoč pogenotipizira, od teh odbere, recimo, če bi jih rabili 100, 150 do 200 in se skozi to vzrejo od odbere, ko so telički stari nekaj mesecev do tistega leta, ko se začne bolj aktivno z njim delati, kar se reprodukcije tiče, se jih recimo še pol izloči zaradi napak v telesnih lastnostih, mogoče kakšna plodnost, kakšna druga stvar se ugotovi in potem se tistih stopov uporablja. Uporablja se jih pa ponovadi ali jih na mesečno, tromesečno, ponovadi je tromeseče, ki se uporablja, se pravi, da imaš 4 serije bikov v enem letu zavrtiš. In to bi bil zdaj pa konkretne številke bi bilo treba pa zračunati iz potreb po semenu, in v bistvu čim hitreje vrtiti bike. Nekje cilj na 3 mesece, ampak lahko bi na začetku tudi na pol leta, saj to ni zdaj tako ključno, ampak vseeno bi bilo treba bike hitro vrtiti. Ja, mi zdaj vrtimo tam nekje 25 mladih genomcev, kar je več, kot je bilo prej, predvsem zaradi tega, kar si prej omenil. Želimo držati širino populaciji, zdaj, koliko reci uporabljajo, to je pa druga zgodba. Ja, seveda, ogromne številke ne prijejo upoštev, to je problem sredstev. Vemo, da center ne bo pripravljen plačati, ne vem, 500 tipizacij na mesec. Moške živali, ženske živali plačujejo reci. Stvar debate. Bi pa bilo dobro to začeti izvajati. Tako sem jaz napisal nekje dober mesec nazaj, da poiščemo najboljše živali po parent indeksu, averageu ali pedigree indeksu, pa te genomske teličke mlade, ki so že osebnjene za top, oziroma ko telijo, da takoj nastavimo sistem, da sistem javi tega teleta. Tako da tu pa moče res, da očistimo bazo bikovskih mater z temi elitnimi nadpoprečnimi res tudi po rezultatih, pa da na ta način štartamo zadevo. Mogoče, pri nas je problem, ko je ta bikovska mati tudi tam noter v tisti tabelci o financah. To je pač treba, tega termina ni več, bikovska mati ni več termin. Ja, če ima bika plemenskega postane, ampak post festum bikovska mati, ne da je vnaprej. In tukaj bi tudi pri tem financiranju treba, recimo, že ta sredstva bi bilo boljš, namesto odbira bikovskih mater bi se lahko porabili za genotipizacijo, recimo, kandidatov. Bi bilo to veliko bolj učinkovito. Recimo, cel kup takih stvari je malenkosti, ki se jih da, se je Janez pokazal, da je v bistvu genomska selekcija cenejša od klasične. Seveda je treba ene dele klasične opustiti. Oboje je pa najdražja zadeva. To pa absolutno. Strinjam. Matic, prosim. Ja, lep pozdrav tudi moje imeno.
Jaz bi vprašal, zdaj Klemna, zdaj vsaj pri Rjavih je tako, no, pri Lisastih je sicer, ki ste v Nemčiji, malo drugače. Kdaj ali pa koliko daleč smo z tem selekcijo v enem koraku, ne? Torej, vemo, da ko se je pač ta zadeva prišla v obračun, v rutino, tuji populacijah, da so se tudi potem ti rangi bikov močno premešali, nekateri pač posledično tudi močno padli in tudi tako, da smo se lahko, mi smo se pri enem tudi kar dobro opekli, recimo. In me zanima, no, koliko daleč je to pri nas in kdaj pričakuje, da bomo vpeljali to rutino. Kot je bilo zadnje rečeno, se pravi, mi sploh nikoli nismo imeli softvera za dvokoračni. Mi smo v osnovi kupili, oziroma smo sodelovali pri razvoju enega softvera za naše potrebe, se pravi, da smo prilagodili to, da lahko tudi vmes podatke vključimo strogo enokoračni model, se pravi dignacija miscela, to je pač on je od samega začetka razvijal to, je bil eden od pionirjev ali pa je pionir te ideje, on je ves čas to ustrajal, čeprav bil konvencionalno so bili praktično vsi centri proti enokoračnem sistemu, so vsi delali dvokoračno, no, mi smo se pač povezali še z enim njegovim mladim takrat raziskovalcem, ki je z njim sodeloval, od njega nadgrajeval softver in zato smo mi uporabljamo ta softver in nekje v roku 2 mesecev ne bi to, bom rekel, vse ste videli, neki rezultati so že, no, samo ker ni za vse lastnosti, zdaj čakamo, da bojo vse lastnosti testirane in da pol se celoten katalog predstavi v genomske obračune. Zdaj je že kar nekaj obračunov narejenih, samo za določene lastnosti, ampak vseeno koračno. Nikoli nismo delali obračuna, na biotehnički nikoli bilo dvokoračne, niti testno ne. Nismo imeli softvera za to. Se pravi, single step je že ves čas to, kar delamo. Še vedno uporabljamo DGV, direktno genomske plemenske vrednosti. Ja, DGV je pa zdaj v bistvu posledica tega, da dobimo, v bistvu to je pa iz Intergenomicsa, ne? Intergenomics dobimo, GBV dobimo za bikce, potem dobimo pa zraven še enačbo in za teličke v bistvu naredimo pa res to dvokoračno zadevo, da v bistvu iz enačbe in genoma teličke naredimo ta DGV, to je res, ja. Ampak v teh obračunih nacionalnih, ki jih razvijamo v okviru EIB projekta, pa tega ni. Je pa enokoračni sistem. DGV je v bistvu genomska plemenska vrednost iz Intergenomicsa za žensko žival. Martin, zadovoljen? Ne čisto. Videli, kaj bo še praksa pokazala. Prosim? Videli, kaj bo še praksa pokazala, ne? Ja, seveda. V redu, še kakšno vprašanje? Ok, Klemen, mi bomo kontaktom bomo pripravili neko izhodišče, kako bi se zadeve lotili, pa začnemo v bližnji prihodnosti čim prej iskati potem tele bikce, tudi teličke po teh novih možnostih, ki jih nudi, ki jih tehnologije nudijo. Ja. Ok. V redu, hvala lepa, srečno vsem. Hvala tebi.